Dan se je začel v predavalnici, zatem pa nadaljeval na različnih progah. Ko so se enkrat prižgali motorji, je šlo zares. Nekateri otroci so se s temi športi srečali prvič, spet drugi pa so se z motorji in gokardi že vozili. Ti tudi si se sam vozil? Ja. Kaj pa ti? Ja. Tudi si se že vozil? Sam? Ja. S kakšnim pa? Otroke so predvsem navdušili trial motorji, saj večina ni vedela, za kakšno panogo sploh gre. Na videz je največja razlika ta, da je ta motor brez sedeža. V osnovi se pa dejansko tudi motocross vozi večinoma stoji, tako da bi rekli, da gre za zelo sorodno panogo. Poleg zabavnega učenja vožnje na različnih motociklih pa so se bodoči vozniki naučili tudi, katero varnostno opremo morajo uporabljati in kako se zaščititi, da ne pride do hujših nesreč. Kakšna oprema si pa imel, kakšno zaščito? Čelado, pa imel sem še to za gor. Pri ovinkih moraš bremzati, čez ravnino pa lahko malo na gas daš. Poučevanje o zaščiti in varnosti pa je tudi eden od glavnih ciljev organizatorjev dogodka. Ena od bistvenih stvari je, da bi se navadili, da je treba tudi, bom rekel, vedno nositi zaščitno opremo, ne samo na tekmovanjih. To je ena taka, bom rekel, bistvena stvar. Seveda se pa želimo, da bi jih koga tudi privabili, da postane aktivni udeleženec motošporta. Očitno so bile njihove želje uslišane, saj se je našlo kar nekaj otrok, ki so se nad motošportom navdušili. Zato, ker moje brate dirka, pa bom tudi jaz. Organizatorji dogodka verjamejo, da vožnja z motocikli in gokardi pomaga pri razvoju motoričnih sposobnosti. Prav tako pa upajo, da bodo otroci veščine, ki so se jih naučili danes, seboj nosili celo življenje.